brez vas danes mi ne bi bili tukaj. Lep pozdrav vsem gostom, lep pozdrav vsem predstavnikom medijem. Dobrodošli na podelitvi Orionov. Nagrade Orion letos podeljujemo drugič, namenjene pa so avtoricam in avtorjem scenarija, režije, fotografije in glasbe, katerih dela so dosegla najvišjo gledanost na domačih TV zaslonih. Gre seveda za slovenske igrane in dokumentarne vsebine, ne glede na žanr in ne glede na vsebino. Nagrade podeljuje kolektivna organizacija AIPA, tako da na oder vabim direktorja AIPA, gospoda Gregorja Štibernika. Prosim. Gregor, glede na to, da smo letos drugič, kakšni so bili odzivi po prvi podelitvi? Izjemno dobri. Se mi zdi, da še bolj kot sama prireditev, ko sem malo pozval strani, da vam ustvarjalcem godi tudi to druženje, da ga pogrešate. Vedno. In se mi zdi, da je bilo prav tisto še bolj dodana pika na i sami podelitvi, prav to dogajanje po podelitvi, kjer se mi zdi, da je bilo izjemno prijetno in smo se kar dolgo zadržali. Glede na to, da podeljujemo nagrade za najboljšo gledanost, kaj pa po tvojem mnenju še manjka, da bi bile vsebine še bolj gledane? Oziroma, kaj bi priporočil? Nekaj manjka. Več jih mora biti. Ja, ne? Tako je. Se mi zdi, da karkoli se zavrti, karkoli se dogaja, vse, kar je slovenskega, takoj skoči med v sam vrh gledanosti in mislim, da prav te serije, ki so zdaj tako ali tako vidimo trend tudi globalno, tudi v Sloveniji se mi zdi, da pridobivajo novo občinstvo, starega žita, ki imajo. Spremljam pa pri mlajših generacijah, ravno prej sem se pogovarjal z nekom, sem mu povedal ta primer mlajše generacije sina, ko mi čaka, da so nove nadaljevanke in se mi zdi, da če je kaj vredno tega, da smo to naredili, da ste to naredili, ta uspeh dosegli, da se mi zdi, da je neka nova generacija že vzgojena, zdaj treba samo to dovolj kakovostno, dovolj tudi kvantitativno zalagati, da bo to se ohranilo dalje. Jaz mislim, se za to ni zabat. Hvala za enkrat, kasneje te bom še enkrat nazaj povabil. Uspeh, kaj je uspeh in kako se meri? Eno merilo je vsekakor odziv publike, torej gledanost, pa zadovoljstvo gledalcev, pa kaj pol mama pa tete rečejo, pa tako naprej. Nekatere elemente pa publika vseeno težje ovrednoti in tukaj nastopijo strokovne žirije, ker letos bomo podelili tudi Button skalo 1, 2 in 3, torej nagrade za avtorsko drznost in ustvarjalno izvirnost in pa 3 nagrade namenjene slovenskim igralkam in igralcem za izstopajoče vloge v 7 najbolj gledanih nadaljevankah ali filmih, poimenovane Najsvetlejše zvezde Oriona. Strokovno žirijo so letos sestavljali Jedra Tiješ Furlan, Zora Stančič, Boštjan Vuga in pa predsednik žirije Leon Magdalenc. Leon, jaz te bom povabil gor. Živo, dober dan. Zdravo, živo. Ves ta material, ki ga imaš za pregledati, kako vam uspe pri Button skala? Je možno to? Hvala žiriji, se pravi ostalim trem, ker smo lanske tudi že tole podeljevali in smo lansko leto rekli, od prvega moramo za nazaj vse pogledati. Meni so sicer obljubili, da so vse pogledali in zagotovo smo ogromno stvari spregledali. Ta nagrada je pa tako dobra, ker gre samo za prejšnje leto, tako da ne bomo nobenih krivic popravljali. Super, se je kaj poznalo lansko leto, glede na to, da so bile omejitve, epidemije pa to pri produkciji? Ma ne, mi mislimo tudi, kako vi, da je zdaj, kot je že Gregor rekel, da informativni programi se ne gledajo, pa še uničali jih bojo, tako da je itak velika prednost vseh, bom rekel, teh audiovizualnih, kreativnih industrij in formatov od dokumentarcev, kratkih filmov in jasno nadaljevank in serij. Greva midva na Button skale? Ja, čeva, ne? Greva. Povej. Dobar je. Prvo, kar je treba povedati je, podeljujejo se 3 Button skale, ne prva, druga, tretja, ampak prva. Se pravi, vse 3 Button skale so enakovredne, niso vrednotene tako kot zlata, srebrna, bronasta, ampak imajo vse enako vrednost. Bomo prvo
Butenskalo podelili inštituciji, za katero se borite in se borimo. Se pravi, prvo Butenskalo dobi avtorica, kreativka, rečemo temu, oseba odgovorna za dokumentarec V žrelu kapitala, Mojca Dumančič. Na oder vabim še Jeder Tež Furlan, da podeli nagrado. Vsak dokumentarec je avtentična TV forma in javna televizija ga mora negovati ter uspodbujati. Vsak dokumentarec se mora začeti šokantno. Ravno to so naredili novinarka Mojca Dumančič, snemalec Darko Humar in montažerka Lea Krmel v dokumentarni pretresljivi zgodbi V žrelu kapitala. Zgodba o Salonitu Anhovo je zgodba o neskončnem pohlepu kapitala. Je dolgotrajajoča zgodba o ekološki katastrofi. Vsi že dolgo vemo za azbest, azbestozo, vemo za sežigalnico nevarnih odpadkov, ki jih vozijo od drugod. Kapital bi rad tja odlagal še več nevarnih odpadkov in vemo za bolezni domačinov, ki več kot četrt stoletja bijajo svojo ekološko soško fronto. Zaradi rakotvornega azbesta, čeprav je bil v proizvodnji ukinjen leta 1996, ljudje v Soški dolini še vedno obolevajo. Več kot 2500 je tovarniških žrtev in še vedno nimajo čiste pitne vode. Njihova situacija je prvič združila 600 zdravnikov v skupnem protestu. Anhovo je naša rak rana, za nujno brco v neuničljivo telo kapitalizma, v našo vest in zavest gre nagrada Butenskala v roke Mojci Dumančič. Čestitke. Dobre, najbolj ste opazili, da jaz nisem Mojca Dumančič. Jaz sem v bistvu njen bivši šef, tako da ona mi je dolg govor napisala, ne? Ampak imate srečo, ker ona res rada govori, tako da bom jaz zelo kratek. Mislim pa, da je ta nagrada zelo pomembna zdaj v tem času za informativen program TV Slovenija, da pokažemo, da tudi TV Slovenija in informativni program TV Slovenija, čeprav ga zdaj res delajo na tem, da ga uničijo, zna nekaj dobrega narediti. Najlepša hvala, da ste to prepoznali. Druga Butenskala. Iz forme, ki ponavadi traja vsaj 3/4 ure pa 1 uro, gre druga prva Butenskala v formi, ki je dolga dobro minuto. In žirija drugo prvo Butenskalo podeljuje avtorici kratkega animiranega filma Babičino seksualno življenje, Urški Đukić. Žirija je za Babičino seksualno življenje napisala: kratek, angažiran, subtilen in ironičen film povzame polpretekle tabuje o ženski seksualnosti. V senci mogočnega podjetja Cerkve je bil seks namenjen zgolj reprodukciji. Bog ne daj užitka. Naše babice se še spomnijo suhosti in hitrosti oplojevanja. Ob vzkliku kakšen orgazem neki, se babica v animiranem filmu žmohtno spušča v užitek. Naj živijo babičini orgazmi. Čestitke. Wow, nisem dosti velika, po mojem. Najlepša hvala. V bistvu vedno je pred domačo publiko najtežji, ker se mi zdi, da te vedno najbolj sodijo doma in sem pol vedno ful vesela vseh domačih nagrad. In še posebej se zahvaljujem žiriji, ker ste pač prepoznali to pomembnost te teme in tega filma, in pa AIPI, ki pač podeljujete nagrade in se borite za filme, in seveda vsem drugim ustvarjalcem, ki so mi pomagali narediti ta film, ker brez njih ne bi zmogla, tako da to je za vse njih. Hvala. Se pravi, tretja prva nagrada gre pa seriji 3 filmov. Mi smo rekli, da gre za serijo 3, potem je bila tudi nadaljevanje, ampak preteklo leto, ker podeljujemo za preteklo leto, so štartali. Se pravi, gre za filme, ki jih ponavadi mi vsi, če gledamo televizije, preskočimo. Gre za 3 kratke reklamne spote za podjetje Lesnina. In podeljujemo nagrado avtorski ekipi, kreativnemu direktorju Zoranu Gabrjanu,
režiserju Mihu Mlakarju in direktorju fotografije Simonu Pintarju. Žirija je v obrazložitvi zapisala: dobri TV reklamni spoti so del sodobne zgodovine popularne kulture, so domislice, o katerih se govori. Lesninine reklame s švedskim naglasom so bile točno to. V trenutku so postali nekaj najbolj odbitega in duhovitega v podalpskem svetu. Odlični igralci v Wes Andersovski sceni in vzdušju kakopak stavijo na naš spomin in našo izkušnjo. Iz nje naredijo mim, parodijo. Toda bolj pomembno je, da so duhoviti, šarmirajo z elegantno roko in ne nazadnje ne žalijo nasprotnika. Odlična zabava za vse. Čestitke. Jaz sem zelo počaščen, da sem lahko tukaj z vami, ker pač sem ponavadi kot snemalec oziroma izdelovalec reklam nek underdog, zdaj sem pa med samimi umetniki. Hvala lepa. Res. Čestitke Butno Skalerjem, tudi z moje strani. Hvala Jedrt. Leon, tebe bom še zadržal malo na odru, ker se bomo posvetili drugim zvezdam, najsvetlejšim. Igralke in igralci so pač pri gledalcih najbolj popularni, zato pa gremo zdaj na nagrade najsvetlejše zvezde Oriona. Tako da, izvoli. Tukaj je imela žirija omejeno, se pravi lažje delo, čeprav istočasno, se veste, takrat, ko smo omejeni, je izbor še težji. Mi smo izbirali med tistimi igralskimi dosežki, katerih prezenca je bila v najbolj gledanih audiovizualnih delih v preteklem letu. Se pravi, od tistih, ki jih bodo nagradili po teh 3 nagradah. Zato smo v žiriji nekako dolgo govorili, a se mi sploh spoznamo na igro. A smo mi sploh kvalificirani. In na koncu smo nekako rekli, tisto, kar najprej pade v oči, seveda nagradimo. In zato tudi vabim, da mi pomaga nagrade podeliti članica žirije Zora Stančič. Skratka, enako kot pri Butenskalah so tudi te 3 nagrade, čeprav govorimo že o Orionu. Se veste, zdaj tukaj smo imeli zelo v scenariju, kaj bomo se o Orionu povedali, pa 3 zvezde tam v sredini, pa kjera, koliko so daleč, pa vse. Se pravi, prva nagrada v tej trojici pod pasom Oriona, Vojščaka, Lovca, gre Gaji Filač za vlogo v filmu Košarkar naj bo 2. Žirija je v obrazložitvi za Gajo napisala: ob taki mladini se nam ni treba bati za našo prihodnost, je dejal Gaj in soigralec v filmu Košarkar naj bo 2. Gaja Filač je pravzaprav že prekaljena igralka mlajše generacije. Zasijala je na odru, TV serijah in na filmu. Ne samo doma, kalila se je tudi na tujih TV ekranih. Če je moja domišljija otrok, potem je odr zanje otroško igrišče, kamera pa sladica po kosilu. 2 popolnoma različna svetova, ne bi izbirala. Le zakaj bi, ko pa lahko grem po igranju na igrišču na sladico, je v intervjuju povzela vse dosedanje igralske izkušnje. Gaja, čestitke. Hvala lepa. Vmes sem doživela par operacij, tako da to. Ja, očitno Gaje ni mogla priti, je pred premiero, tako da je poslala mene. Je pa rekla, da se lepo zahvalim seveda komisiji, AIPI in tudi ekipi, ki smo skupaj to naredili, in seveda hvala občinstvu, da sploh smo prišli znotraj tega kroga gledanosti in vsega tega. Tako da hvala v imenu Gaje, no. Bom ji predal. Gremo kar na druga. Druga zvezda. Se pravi, prva, druga, prva, najsvetlejša Orion zvezda, gre v roke igralcu Dariju Varga za
vlogo v seriji nadaljevanki Primeri inšpektorja Vrenka. Žirija je o inšpektorju Vargi povedala: zdi se, da je bil Dario Varga pripravljen na TV vlogo kriminalista, preden so bile napisane domače literarne uspešnice, preden smo snemali serije po uspešnih literarnih predlogah. Tih, nekomunikativen, obrezajoč, sumničav do vseh v njegovi bližini. Rentgenski vid, umirjena in fokusirana misel je kot puščica čakala na priložnost, na tarčo, na truplo, na umor. Da ne mara razblini tudi tisto temno snov v njem, morda nekaj iz družinske preteklosti, kar ga dela na videz hladnega in oddaljenega. V seriji Primeri inšpektorja Vrenka je vse našteto zgolj sprostil in utelesil tisto, kar je dolgo čakalo, da se sproži. Višji inšpektor Dario Varga, že v mojem imenu čestitke. Hvala, Jure. Hvala organizatorju, hvala žiriji. Ja, spoznate se na igro. Prav pred 3 urami sem prišel iz seta, kjer snemam drugo sezono Vrenka in to je izmed razlogov, da se seveda nisem mogel, da ne bi prišel na tole podelitev. Hvala vsem, hvala seveda ekipi, ki zdaj dela, trenutno v Prekmurju še zmeri. Hvala moji dragi ženi in hčerki Reji, da ste prišli z mano. Hvala vam. Zdaj pa še tretja nagrada najsvetlejše zvezde Oriona. Prejmejo Matej Zemljič za vlogo v seriji Najini mostovi. Žirija je o Mateju zapisala: rad ima vloge, ki mu niso pisane na kožo, zahtevajo več raziskovanja, poglabljanja. In ko enkrat tako vlogo, ki je popolnoma drugačna od njega, začuti in najde, jo še z večjim užitkom igra. In mi uživamo, ko ga gledamo na odru, filmskih platnih ali doma pred TV ekranom. Kot duhovnika, reševalca, romantičnega junaka, avtista, pester nabor vlog za mladega igralca. Kolegi pri njem cenijo predanost delu. Meryl Streep pa obveščamo, da ima v Sloveniji velikega oboževalca in se veselimo njunega skupnega dela. Matej, čestitke. Hvala lepa žirija, hvala lepa gledalcem in naj živijo serije. Leon Zora, najlepša hvala. Tako. Tako, gremo naprej. Zvezde Oriona, nagrade za najbolj gledane slovenske igrane in dokumentarne vsebine v letu 2021. Zelo nas veseli, da je v tem letu, ko podeljujemo nagrade, izbor bil zelo pisan od vseh žanrov, vseh dolžin, tako da gremo kar pogledati, kaj se je najbolj predvajalo na naših televizijah. Začnimo. Gregor, jaz bi te prosil še enkrat, da prideš na oder, da se rokuješ, čestitaš in da. Torej, 7 nagrad, 7 najbolj gledanih stvari na slovenskih televizijah. 7. nagrado Oriona z 118.469 gledalci prejme dokumentarni film Maribor vijolični, avtorja Jana Bjeloderiča in produkcije NK Maribor. Predstavnik ekipe vadim na oder, da prejmejo nagrado. Čestitke. Nogometni klub prišel med te producente, ki so uspeli dobiti to nagrado, no. Ampak hvala gledalcem, no. Hvala. Lahko, ne? Ja, veš, da? Saj ne vem, da kratko čisto. Hvala vsem, pa 2 stvari bi samo izpostavil, ideja je bila okej, ampak je s pomočjo Jana na koncu postala nekaj več, jaz tega nisem videl, kaj bom videl, dejansko je vse na njem, jaz se mu zahvaljujem, ker tako so bile one nagrade enakovredne, ne, bom jaz danes po moje vesel za to nagrado isto kot tisti, ki je na prvem mestu, ne, tako da hvala lepa vsem, ne. Hvala.
Ja, čestitke Mariborčani. To je zdaj ironija. Za eno vas je prehitela ena, ki ima v naslovu zelena, tako da to ni provokacija, da se nemo zdaj. To je to. 6. zvezdo Oriona v lanskem letu dobi epizoda dokumentarne nanizanke Zelena generacija Vesela motika, ki si jo je ogledalo 188.534 gledalcev. Avtorji Barbara Zrimšek in producenti Javni zavod Radio Televizija Slovenija. Čestitke. Tukaj sem v imenu Barbare Zrimšek, ki ravno ta trenutek snema nove epizode podobne temu v Zeleni generaciji. Zdaj sodelujeva pri oddaji Podjetno naprej. To je bivša prava ideja in objavljamo podobne zgodbe, tako da sem prepričana, da se bo gledanost zviševala tudi na ta račun. Hvala lepa vsem gledalcem in lep večer še naprej. Torej v imenu producenta Javni zavod RTV Slovenija, če govorim o eni stopnici nižje, vesel sem, da je Barbara začela v kulturno-umetniškem programu s to idejo, s to serijo in s to energijo in s to strokovnostjo, ki jo Barbara premore. Tam bolj pa sem vesel, da se ta zgodba nadaljuje v tem našem skupnem prepletu in v upam naslednji liniji suverenega, avtonomnega uredniškega odločanja in avtorskega ustvarjanja. Tako da lepa hvala. Peta zvezda Oriona. Tudi slovenski filmi na televiziji dosegajo izjemno gledanost. 189.050 gledalcev in peta zvezda Oriona gre mladinski komediji Košarkar naj bo 2. Režiser in avtor dialogov Boris Bezič, scenarist Primož Suhodolčan, direktorja fotografije Miloš Srdić in Dušan Joksimović, skladatelja Blaž Celarec in Nino Deglerja in producenti Gustav Film. Čestitke! Ja, tokrat pa sem jaz, Boris Bezič. Ja, hvala lepa, no, super, mislim, gledanost tudi v kinih je bila velika, potem še na televiziji. Kaže, da rabimo take filme, kaže, da rabimo slovenske filme in serije, seveda, tako da hvala ekipi, hvala tudi Borisu Petkoviču in ekipi Košarkar naj bo 1, da postavil temelj, da smo potem mi na njih nadaljevali in pač pripeljali film do konca, ki je pač super gledan, no. In tako da tudi hvala občinstvu, pa Milošu tukaj, ki pa je skrbel za kamero. Evo. Hvala lepa. Hvala, živo slovenski film. Ja, 4. zvezda Oriona. 4. zvezdo Oriona dobi izjemni celovečerni dokumentarni film o živalskem svetu v naših krajih Divja Slovenija. Ogledalo si ga je 211.589 gledalcev. Režiser, soscenarist in direktor fotografije je bil Matej Vranič, soscenarist Marjan Žiberna, skladatelj Leon Firšt in producent Fotokom Matej Vranič. Čestitke! Lep pozdrav še v imenu ekipe ustvarjalcev živalskih filmov. Teh je ponavadi bolj malo, vsaj v Sloveniji. Jaz bi se res iskreno zahvalil žiriji za to nagrado. Seveda pa ta nagrada ni samo od nas treh, je pravzaprav plod res trdega dela celotne snemalne ekipe, ker fantje, verjemte mi, oni so res fejst švicali, ko so mogli delati. Težko nositi v hribe, po 30 kil opreme, vsak dan, to ni enostavno. Tako da smo zelo veseli, da so ljudje
ta film tako dober sprejeli, ker dejansko jaz sploh nisem pričakoval česa takega. Hvala. Čestitke. Tako. Vrh lestvice pa zasedajo, tako kot vse posod po svetu, igrane vsebine, pri nas tudi ni nič drugače. Tretjo zvezdo Oriona prejme komedija Sekirca v med. Prvo epizodo prve sezone si je ogledalo 243.064 gledalcev. Smeh je pol zdravja, režiserji so pa bili Maja Pretner, Nikolaj Vodošek, Jaka Šuligoj, Marko Nabršnik, scenaristki Jerneja Kaja Balok in Pija Vatovec-Dirnbek, direktorja fotografije Marko Huter in Maksimilijan Sušnik, skladatelj Igor Matkovič, producenti ProPlus. Čestitke. Smo že pri preobrazbah danes. Nisem Branko, sem Blaž, kakšen let mlajši. Tako da ja, z veseljem prevzemamo to nagrado, čestitke ekipi, ki je zaslužna za super rezultate, gledanosti, za priljubljenost serije. In ja, nasploh mislim, da je svetla prihodnost pred nami. V lanskem letu smo producirali 7 serij, več sezon, mislim, da približno 169 epizod, tako da mislim, da samo dobro za audiovizualna dela. Hvala. Čestitke ekipi. Podelitev druge zvezde Oriona. V resnici še dobro, da imamo mrkoglede inšpektorje, ker če ne bi se nam kriminal v Mariboru razpasal čez vse razumne meje. Prvo epizodo serije Primer inšpektorja Vrenka Zlatovranka si je ogledalo kar 332.352 gledalcev. Režiser Slobodan Maksimovič in Boris Jurjaševič, scenaristi August Demšar, Gregor Fon, Martin Horvat, direktor fotografije Vladan Jankovič, skladatelj Anže Rozman, producenti Javni zavod Radio Televizija Slovenije. Čestitke. Dovolite, da si tokrat vzamem kakšno sekundo več. Ja, prekrasno je videti, da se ena taka dolgostezna zgodba, kot je izbor scenarija, delo na scenariju celotnega uredništva igranih oddaj na čelu z dolgoletnim kolegom Janijem Virkom, z vsemi avtorji, na koncu konča na tej postaji, za katero smo slišali, koliko številke jo pospremljali. Jaz močno upam energijo, strokovnost, kot je očitno videti, uredništvo igranih oddaj in kulturno-umetniški program premore, tako da upam, da nam bo v naslednjih etapah dano, da s to produkcijo nadaljujemo. Predvsem se pa veselim sodelovanja s tako močno avtorsko ekipo in igralsko ekipo, ki je bila doslej z nami, verjamem vseeno kot pozitivc v eno svetlo prihodnost in v drzne avtorske izdelke. Lepa hvala.
Ampak ljubezen nas začara, podelitev prve zvezde Oriona. Najvišjo gledanost v lanskem letu je dosegla 33. epizoda 3. sezone serije Najini mostovi. Pred ekrane je pritegnila kar 338.284 gledalcev oziroma neverjetnih 17,8% populacije. Čestitke, vabljeni po zvezdo Oriona. Režiserji Maja Pretner, Nikolaj Vodošek, Jaka Šuligoj, scenarista Boštjan Tadel in Andreja Virk-Žerdin, direktorji fotografije Marko Huter, Maksimilijan Sušnik in Vladan Jankovič, skladatelja Igor Matkovič in Aleš Rej Volk. Producent je ProPlus. Čestitke. Ja, super. Mislim, da drugo leto zapored, najbolj gledana serija na malih ekranih. Seveda smo ponosni, veselimo se tudi nove serije, ki prihajajo že v produkciji. Vračamo se nazaj k romantičnemu žanru. Kot sem že povedal, mislim, da v prihodnjih letih bo tudi mogoče Vojo del kabelske retransmisije, čeprav mislim, da smo že pri raznih operaterjih, smo tudi v njihovih schemah, tako da serij bo še veliko, ogromno, še več in se zelo veselimo. Gre za tek na dolge proge, pravzaprav za ultramaraton. Mislim, da toliko produkcij, kot se jih je zdaj pravzaprav pod našim okriljem zbralo pri vseh serijah, še ni bilo in rekel, nove veščine, nova znanja, nove izkušnje, to je tisto, kar prinaša kvaliteto in tega se veselimo, tako da hvala. Ja, hvala, Gregor. Najlepša hvala vsem, ki ste danes prišli. Še enkrat čestitke tudi v mojem imenu. Vsem nagrajencem, vsem najsvetlejšim zvezdam Oriona, vsem butnim skalarjem, vsem najbolj gledanim vsebinam. Hvala AIPA, da organizirate take dogodke. Hvala vsem vam, ki ste prišli. Podpirajte dalje slovenski film, kot vidimo, očitno se splača in je gledan. Preden pa se vsi skupaj preselimo tja, ker je za vas pripravljeno manjše druženje, samo eno navodilo od AIPA. Vsi, prosim, ki ste danes prejemniki nagrad, si morate še tam poslikati, tako da te skupine še, da se to vekoveči s fotografijo. To je to. Hvala za pozornost, lep večer. Adijo.